To je Bestov VIP intervju. Dober dan na Bestu. Neva sem s tabo in že imam obisk v studiu. Izredno sem vesela, zelo sem vesela in lahko rečem zdaj že, da res po dolgem času z nama. Najin prijatelj Benjamin Kličič, kako si? Evo, dobro, v bistvu odlično, Neva, ti? Odlično, zakaj si odlično? Najprej mi to povej. Zdrav, živ. Zdrav, živ. Imam svojo izbrano tukaj. Ja, cela družina je danes prišla, koliko ste vsi lepi, res. Tako lepi, pa tako majčkini pa lepi, ne? Žena je pa čudovita, res. In sem vesela, da si vse pripeljal, da smo jih končno tudi mi spoznali in videli. Ful sem navdušena, res. Pa evo, uspeli smo se zorganizirati, koliko časa se že menimo, tako da smo rekli, zdaj pa pridemo v kompletu. Hvala lepa, res, polepšali ste mi december. Ej, sicer pa, ko si tle, ne? Prišel si z enim razlogom in sicer imaš novo pesem. Ja. Boli glava moja mala, oči tvoje kažu sve, dotakni me i zludi me, hajde, hajde. Usreći me. Boli glava moja mala. Fantastična pesem. Drugačna. Ja, sicer nismo nič manj od fantastičnega od tebe pričakovali, ne? Pa trudimo se. Mislim, da pred nami je še veliko stvari. Še veliko stvari? Še veliko. Ok, tudi o tem bova spregovorila danes. Ti povej mi, gledala sem videospot, zelo lep videospot. Kje ste ga snimali? Snimali smo ga v Beogradu. V Beogradu, ok. Konji so? Ja, konji. Zdaj, to se po bosansko reče argela, kako se že pri nas reče, sem čisto pozabil tem, kako konje držijo. Aha, tudi jaz ne vem. Nimam pojma, kako se reče. V glavnem, ja, blizu Beograda. Kasarna je to? Ne. Kasarna. Ja ne vem. V glavnem, ja, tam smo snimali in je bilo res top. Ok, a si probil jahati konje, a si šel en krug? Ne. Zato pa še nisem spravil poguma. A nisi prav... Držal sem ga za uzde, to je maksimalno. Ok. Ej, veš, kaj sem zdaj opazila? Dolgo cajta se nismo videla. Brado imaš, ne? Tak goatee, ne, mislim. In zdaj, najprej sem razmišljala, ali to samo za potrebe spota bilo tako, ker to je bilo nekaj novega. In pol danes prijaš in jaz tebe vidim, ti brada. A to je zdaj to? Tako boš zdaj? To je zdaj to in sem stava, da moški mora imeti brado. Ok, a ženi je všeč? Ja, absolutno. Če ne bi bilo, verjetno ne bi imel podpore. Dobar, ja. Ampak ne, sej, ko dobiš dojenčka, pa to mora biti, moraš poskrbeti, da se vidi ta razlika, ker če smo oba brez brade, pol... Nov komad, se pravi Boli glava moja mala, tekst in muzika Halid Muslimović. Tako je, na moje veliko zadovoljstvo in čast. Ok, zgati klicu on tebe, kako je bilo, sta se zmenila? Zelo spontano. Jaz veliko potujem po Bosni dol in pol se včasih ustavim v njegovem hotelu. In moj menedžer je zelo blizek z njim in vedno se usedemo skupaj, spijemo kavo in tako naprej. In sam me je pogledal, rekel, mali, imam en komad zate, hit škarja mi narejen, da tako rečem. Yeah. Hit maka za napravljen, tako da ja. In sem rekel, ok, ajde, če bo usvojeno, bo, ker ponavadi se neki reče, obljubi in tako naprej, bilo je že v moji karieri teh obljub. Če bo. In na koncu, evo, hvala Bogu, je bilo in še več kot obljuba, izpolnil je vse, kar je povedal in evo, še dan se trudi, da me podpira. Da mi pomaga v mojih začetkih, da rečem. Tako da za priložnost, katero mi je pa ponudil, pa veš. Ja, vem, sva se slišala zadnjič, sva bila na telefonu, z Drago sta bila na poti nazaj, se je zataknil, a ne, nič hudega, važno, da ste danes vsi tle. Drugač pa, ja, bil si na koncertu Halida Muslimovića, nastopil si v bistvu na njegovem koncertu, ja res. Res je, to je, mislim, da trenutno največji dogodek, kar se tiče moje karijere v mojem življenju, definitivno. Tak adrenalin, taka trema, to še nisem doživel, tudi ker sem Zvezda Granda snemal. Veš, kaj me zanimalo, a imaš kakšno tako zanimivo zgodbo z gospodom Halidom?
Zgodbo lih ne zato, ker se nisva ful družila, ker je imel ful obveznosti. Imam pa to, kar sem delil tudi na TikToku, a to je ta konstruktivna kritika z njegove strani vezano za moj nastop. Okay. Ker je bil tokrat močen adrenalin, jaz sem čist pozabil, da pustim malo publiki, da poje. Aha. Jaz sem od prvega tona mikrofona nisem spustil. Ne. In on je rekel, vse super, sam daj malo publiki pusti. Cela sala je pela s tabo, ti nimaš pojma, ufatijo se mikrofona. Se pravi, Rekel, ja. nisi ga spustil. Ne. Okay, a lahko v kratkem pričakujemo še kakšen komad? On je rekel, da ima že nekaj novega zame. Okay. Ampak jaz imam tudi še nekaj, kar še nisem dal ven, nekaj malo starejšega, Okay. ker pa ko mi čakam, da posnamem. Super, tudi jaz se veselim, ker vem, da bo fantastično. In to je od moje izbrane najljubši komad. A res? Mogoče čaka, da rodi, pa da potem lahko Ja, snameva spot, ker ona je rekla, brez mene ta Aha. spot se ne bo snimil. Tretji je na poti, ne? Ja, Iskrene tretji, čestitke hvala obema. Bogu. Hvala od srca. Gremo naprej, se borimo. Tretji pa, kam pridemo? Zanima me, prazniki se približujejo, ali nastopaš za praznik, ali boš doma z družino, kako si letos zrihtal? Jaz letos ne bom doma, grem čez okean, Okay. tako da Amerika, par nastopov, pa pridem nazaj. Ok, se pravi, prideš po praznikih, torej. Tako, od 23. do 1. januarja sem v Ameriki. Glede se v špolo dolžil z vsemi darili in z vsem. A si jih drugače že Jaz kupil? imam na voljo samo carry on, tako da ne vem, kaj bom lahko dol. Jaz sem vesela, da si prišel danes v našo družbo. Sem prepričana, da bo prišlo še več dobrih in fantastičnih projektov, ker res vsak komad, ki ga narediš, je s tem tvojim glasom bomba. Res to govorim, iskreno govorim, všeč so mi tvoji komadi. Hvala lepa, ker si prišel. Ej, Neva, hvala tebi. Z veseljem. Hvala Best FM-u za podporo, Ani, Denisu in tako naprej, celotni ekipi. In vedno z veseljem pridem. Evo, zdaj smo uspeli tudi, da spoznate moje Mislim, moje bogatstvo. No? Naslednjič, če prideš brez svojega bogatstva, bomo užaljeni. Ok, smo se zmenili. Se bom moral z vrtcem zmeniti ali pa šolo. Ne vem, No, ne daj. bomo videli, kako bo.